Najina sobica v ladji, vidiš. Majhna, skromna. A polna ljubezni in življenja. No. In poduhovljenosti. Že malo pretiravaš. Vozimo se pa čisto ob gladini Nila. Je naša divo, naše spalnice. Prav zanimivo. Se mi pa kovca, ki se slika strese. Ladjo gremo. Žino. Da je zito na Nilu. Dolg most. Previdno treba delati na milimeter, da ne opraske ladje. جنب الشلقة حق ماشي يا ريس حاضر يا ريس حاضر بالعدل زي ما انت ما تفلكش حاضر يا ريس حاضر العدل وما شاء الله ينور ما تفلكش الشلقة خلي جنب الشلقة اللي شغال عشان هوا زي ما انت والجنب الشلقة برضه اللي شغال ما تجيش قدام تاني ماشي في العدل زي ما انت الله ينور الله ينور الاثنين على السوا على قدهم في العدل زي ما انت الاثنين في العدل وماشي شوف عنا خالص الحافظ شوف عنا خالص الحافظ العدل وماشي زي ما انت طب جنب الشرق طب جنب الشرق بجيب انا قدام العدل وما شاء الله ينور ما تجيش عند دوار اوعى تيجي عند دوار على الله اتك على الله Uspelo je. Pa smo spet na odprtem morju. Sirene so zatroble iz veselja, ker je Alak jih v redu brez nezgod spustil naprej. In do naslednje zapornice. Eno blizu drugega. Prihajamo do naslednje pregrade. Zdaj ena ladja je že noter. Zdaj ne bomo zadeli. Ne zaprejo noter. Potem bo izenačili višino in nas spustili dol. Verjetno bo tako. Je bil kakšen katarakt včasih. كويس كده Ja. Tukaj zapornice, hidroizdatno in turbino notri. كل طالع الحبل الاخضر اللي عندك التاني Tam ga je Štromban. Dve ladje se noter zaparkirane v temu koritu, v katerem bojo začeli spuščati vodo, se bomo pustili na nižje ležeči Nil.
približno 5 metrov pravijo, če ne več. Zdaj so zaprli pregrado in zdaj bojo črpali vodo ven oziroma jo spuščali na nižje ležeči del. Zdaj pa smo verjetno. Velika vrata so se odprla in pot je odprta. Prejšnja ladja pred nami je že šla, evo pa še mi skozi ta prehod. Nad njim je cesta. Tukaj zapornice, jeklene, velike. Moški so spremljali operacijo na vsakem boku. Evo, mi smo skozi naš krmar. Previdno krmari. Zanimivo ladjo, ko je pa bolj mirna plovba, dajo pa ta stolček zraven, da ne cela plovba. Ja, adijo. Da. Pa spet naprej cele ure. Blizu obale.
še gore puščali, pede precej, gleda kot, rekel Marko, Mosor.
Evo, kasno popoldan, pospravljanje čaja, tea time je bil ob 4. Is this Luxor? Luxor. Yeah, thank you. Može tle. Luxor oziroma Tebe. Zgodovinsko mesto. Skoraj pravlično. Ladje so prišle. Zadaj šumi črpalka bazena. Luke jadrajo. To fantje, ki so postregli čaj. Takole smo lenarili cel dan po terasi ali po kabini. Hotel Sheraton. Samo pravijo, da ti Sheratoni ni tako, kot so bili po svetu, da bi bili tudi tukaj tako. So pa kar dobri. Kino je igrala. To sem pa pol zamudil. Ja, to še zamudil. Pa tale ladja je tudi lepša kot v muzeju. Ja, tole. Ja, veliko lepša. To je nosilnica, ne? Čajček je bil dober, čajček? Nisi dobil? Bil? Dobil, danes se dobil. Milk time. Ja. Ogromen tempelj, Luxor tempelj, veličasten, nočni ogled, imenuje se Luxor po El Luxu, njihovih vilah, ki so jih tle bogataši postavljali. No, bomo šli tudi naprej in si vse to ogledali. Te kipe, obelisk, minaret. To je zelo lep tempelj, ki je bil kasneje odkrit. Karnak nas pa čaka jutri, to je pa veliko večja stvar, največja stvar med egiptovskimi templji. Ker Luxor je bilo tudi glavno mesto tega Egipta, oziroma Tebe se je takrat imenovalo. Je pa kot glavno mesto tudi najbolj urejene, ne? In so imele Tebe kompletno tlakovane ulice in ulice so bile obdane s spingami. Glavna ulica je potekala iz Karnak templa, z glavnega vhoda direktno v Luxor tempelj. In tukaj dol, ne, vidite glavno ulico, ki so jo še rekonstruirali. In takole so spinge na vsaki strani stale, 3 kilometre je bila dolga. Iz Karnaka do Luxor templa. Pa tudi ostale, stranske ulice so bile iste take. Zdaj delajo počasi rekonstrukcijo, ne, in pravijo, da bodo celo obnovili, sam je problem, ker je mesto morajo pa podreti. Ampak že kar precej odkopavajo, da se bomo jutri še videli tam iz Karnaka. No, drugače pa, če pogledate Luxor tempelj, običajno je bilo, ne, da so pred vhodom v tempelj stale največje stvari oziroma najpomembnejše. Navada je bila pa tudi, da je stal pred vhodom obelisk. Obelisk, če ga pogledate, ne, vidite, ima na vrhu piramidon, ta špica je bila oblita s mešanico srebra pa zlata. In to se je potem svetlo, ne, in je potem sončni žarki so sijali v tempelj in tako je prišel Bog v svoj dom, ne, v svoj hram, ki so mu ga zgradili.
No, tale obelisk malo po stran stoji, zaradi tega, ker je bil podrt, ne, in so ga Egipčani rekonstruirali in ga niso dobro postavili, ne, tako da je res po stran, ne samo, da se vam zdi. Drugače pa na tem podstavku tukaj stal še drugi obelisk, ki ga pa ni več, ne, ampak so ga Egipčani podarili Francozom in je danes v Parizu na Place de la Concorde. Jaz sem že večkrat omenila, da so glavni arheologi bili Francozi, ne, v glavnem so bili to Petri, Mariette in Kladi ohranili. In Egipt seveda takrat ni imel denarja, ne, da bi Francozom vse to plačeval in potem so pač to plačevali v spomenikih, v takih zadevah. Tako da konje vidite spredi, ne, pred njimi pa ogromno sovražnikov, ne, s katerimi se je Ramzes spoprijel. Podobno kot smo videli v Abu Simblu, ne, s tem, da je tukaj več napisano, ne, cela stena je bila s hieroglifi popisana in v bistvu ta bitka v verzih popisana. Obeliskja. No, odle pa tiče spet pavijane, ne, pod obeliska. Dva kipa Ramzesa. Še nocer v nišah, ki so bili še 4. Pred vhodom vedno stali kipi sedečih faraonov, ne, v uni knjigi pravi, da je to bil meditativni položaj. Mogoče res, ja. V glavnem so kipi vedno sedeči oziroma stoječi, tako da jih prikazujejo v mirovanju. Če gremo bliže, ste videli, da so kosi, to vse in malo je tudi rekonstrukcija, ne, ker tempelj je bil čist v celoti porušen oziroma ne toliko porušen, kakor je bil zasut, ne. In tukaj gor je bila vas, so bila naselja, ne, dolgo časa, v bistvu so šele pred 200 leti začeli to odkopati. No in en zanimiv znak, ne, vidite faraona, dvakrat. Ogromni Ramzes nam bo razzadev sedaj skrivnosti. Vhod v tempelj, ki ga skrivata dva breda. Svetišče Luksor je posvečeno bogu Amonu. No in tudi pravi, da je to svetišče vseh ver. Evo, sredi svetišča vidimo mošejo. Vhod v mošejo in tempelj je bil tudi zasut do te mere, do teh vrat. Ne? In zdaj imajo probleme, da bi prestavili to mošejo ven. Imajo pa tudi kopti svojo cerkev v temu svetišču. Potem na glavi ste mu lepo videli, ne, obi kroni, ne, krono gornjega in krono dolnjega Egipta, ne, eno v drugega. Potem pa seveda tuše okrog, tako da se piše, da je to Ramzes, ker to ni Ramzesova podoba. Tisti, ki ste bili v Abu Simblu, templu, če ste ga pogledali, je imel orlovski nos, ne, pomnite. In tudi mumija Ramzesova je v Kairskem muzeju orlovski nos. To ni Ramzes, gleda biti njegova podoba. Včasih cele nove države so idealizirali, so imele razne barve dol. To se je še ohranjeno pa več takih stvari, tako da na podlagi tega potem sestavljajo takva razstave, ki se rekonstruirajo stvari. Ti deli, ne, ki so pa zdaj slabo ohranjeni oziroma jih še odkopavajo. Ker ta del je bil, tale stebrna dvorana je bila lani rekonstruirana, prej še ni bil nič, ja. Tole je bilo šele lani, ne, te stebre, da so nazaj postavili. Ta tempelj v Luksorju je v bistvu se tle končal, zdaj to je bil pa drugi del kasneje zgrajen. Stebri so stilizirana palmova debla in na vrhu zaprti lotosovi cvetovi. Tak tip stebrov je tukaj.
No, v prvem tem svetem prostoru so kopti naredili svojo cerkev, zato so to koptski stebri iz 4. stoletja in pa tudi freske so bile po stenah. Je bilo vse, bi rekel, ometano in pobarvano. Smo globoko v notranjosti templa. Božansko rojstvo, imeno Pisa III. Tukaj vidite, imamo pa boga Amona. Amon ima dva boga, ta krona, potem ga boste vedno spoznali videli. In zdaj se pripravljate, da boste spočela novo rojstvo, oziroma novega faraona, Nadarja. In zdaj na tej strani, če pogledate, Amona, ki bo vdahnil faraonu v življenje, potem vidite pa nilskega boga Knuma, vidite, ki ima podobno glavo. Ko se reka nilski bog Knum, modelira iz zemljine, iz zemlje, vse živali, vse ljudi. No in če pogledate na tej strani, pa vse mogoče stvari. V zraku gledam, tako da vidim vodo. To je pa že grški vpliv, so te sanktuarije po njihovem vplivu postavljali. Se pravi, izbočeni reljefi, prikaz prsi, ženskih, to v starih Egipčanih ni bilo. Amon Min, zgodbica o tem organu in o dosekani roki. Zaplodil celo vas. Ta hipostil je še precej ohranjen, so gor po 20-tonske klade. Oni so bili pa čisto samostojni Egipčani, čisto izvorni. Grki so njih posnemali, Grki so Egipčane posnemali. Kdo pa je to? Raziskovalka vplivu. Papirus to pa zgleda, da so vina, ne? Ja, njihova vina, zložena, darovi bogovom. Prilagodila moderni dobi, zato je obstala nova vera. No, to smo zdaj v najbolj oddaljenem koščku templa, to so spremljajoči objekti tle okoli. Tle je pa bolj malo restaurirano. Smedan. Tle so nas peljali pokazati, kje je tudi dober posnetek teh stebrov. Ramzesa še moram slikati še enkrat. Če bo nas prišel robček. Kakšne kolonade, ogromne. Tudi že za sodobne muzealce je to zalogaj vse to postaviti nazaj in z blata spodkopati. No in sredi vsega tega rompompoma stoji mošeja iz 11. stoletja. Muzej v muzeju. Lepi, beli, najbolj beli. Mož, faraon in njegova žena, manjša. No. To je mož Ramzes, verjetno, z odbito glavo in njegova žena. Ta si je postavil enih spomenikov. No, zdaj prihajamo proti unemu izhodnemu delu oziroma prvemu delu svetišča. So poškodovani kipa Ramzesa.
in kakor vsako svetišče zaključuje oziroma začenja levi in desni pilon. Evo, odpevaš hitro to pogledati. Zadnji pozdrav Luxor Templa. Gremo domov na večerjo, na ladjo. Sfinga do templa je pripeljal drevored 100 sfink. In to na obe strani ceste. Na sredi tlakovana cesta. Danes je nekaj posebnega izlet v Karnak in gremo z ladjo. Z ladjo, majhno ladico. To je po naše 6. ura, ne? Se že s čovnom vozimo. Sredi noči. Evo, grupa je zbrana lepo. On to je ganta, ne, on naša ganta, ne, slučajno se špicu. Ribiška vasica zgleda tale zadeva. No, tako pa je kot klima naprava. Tale hiša je že bolj bogata. Če se s turizmom ukvarja, pomol. Imajo pa turistične ladice, lepo okranclane po arabsko. Nad Nilom so meglice, temperatura je okrog 7-8 stopinj Celzija, zdaj bo naskok vse. Bližamo se obali. Izhod iz Karnak templa. Tukaj je bog Amon kot sfinga z ovnovo glavo na levjem telesu. In to so najvišji piloni, ampak nedokončani od vseh templov. Ovnova glava. In spodaj faraon. In to se je kilometre in kilometre daleč ponavljalo. Na tej strani je šlo pa čisto do Nila. Smo pošli noter, so ti piloni. Zdaj gremo skozi peristil, nedokončan. In to dvorano se stebri. Potem najbolj sveti del templja in tudi najstarejši, ko so gradili več faraonov. Nedokončani del templja, tukaj je blatna opeka, po kateri so vlekli kamenje na vrh pilona in potem opeko dajali preč in delali relief, način gradnje. In potem je bil ta del pokrit, da je bil pod med temi stebri. Tam na desno, če pogledate, gledajte. Daj stran zdaj to. Ne, jaz slikam, kako slika. Daj no, nehaj. Evo, mi dva se slikava.
kip Ramzesa II. Z vladarskimi simboli. In tle je podrt ta drugi pilon. Ogromen. Prehod v dvorano stebrov. To je bil hipostil, da je bilo vse zaprto in pokrito včasih. Ogromna zadeva. Bil nekaj časa je skupaj z očetom vladal in že predtem, predtem ga je oče postavil zraven sebe na prestol, je on že hodil po gradbiščih, kontroliral oziroma bil vodja očetovih gradbišč, tako da je imel glede tega precej izkušenj. Če pa pogledate samo dvorano, je pa to eno ogromno delo. Sicer so stebri sestavljeni, niso monolitni, tako kot recimo obeliski, ampak boste videli, so taki okrogli bloki, pa so postavljeni ena drugega, ampak vseeno. 134 je na obeh straneh. To je ogromna zadeva. Tu noter gre cela pariška Notre-Damska cerkev. To je 6000 kvadratnih metrov. Stebri so postavljeni v 16 vrst, s tem, da so te ob straneh, imajo zaprte kapitele kot zaprt cvet, spodaj so širši, kot palma, ki se potem proti vrhu oža deblo, potem ko srednji dve vrsti stebrov sta pa višji in imajo odpadi. Skozi te elemente je pa padala svetlava v dvorano in še skozi stropne elemente. Tako da je bilo to kar veličastno. Tam navadni ljudje niso imeli dostopa notri. Pod templji iščejo pa še ostanke starejših kultur. Prav raziskovanja so še vedno v teku. Ta obelisk tipe, da ima na vrtu drugačno barvo. Spodaj nekaj časa ena barva, na vrtu potem barvo spremeni. Največji stoječi obelisk v Egiptu. Postavila ga je kraljica Hatšepsut, 323 ton težek. Tudi Mozes potem za kraljico Hatšepsut uspel prevzeti prestol, je vse, kar je ona naredila, podrl, samo rušil je, da bi zbrisal slove v njej, ker mu je prevzela prestol in več tog časa ni bil faraon. Tega obeliska dva si pa ni upal podreti, zaradi tega, ker to je bila pa teža, programna zadeva, bi se dan hodil, da bi podvala glavno svetišče, kjer je bil. Obelisk so hotel podreti, pa niso upali, pa so ga pa reši obzidali. To je iz rdečega asuanskega granita narejen. Breda ga poskuša slikati v celoti. Gremo naprej. Kip Tutmozisa, še precej dobro ohranjen po vseh teh bitkah. Tukaj so pa ozemlja, katera so bila osvojena se strani tega kralja oziroma faraona. Tukaj pa vsaka figurca prikazuje osvojeno ozemlje ali mesto. V kartuši je napisano, katero mesto je to. Mož ima pa zadaj zvezane roke, pomeni, da je to osvojeno. Pogled nazaj na prehojeno pot iz svetišča v svetišče. Smo prišli v svetišče, najbolj sveti kraj. Tudi energetska središča, zato zopet polagamo roke gor. V svetišču zopet nabiramo energijo. Že ljudje čutijo, čemenje se čuti. To je navarnost kapi, ne? Navarnost kapi. Pod nas tamo tako živijo. Ker najprej so tempelj gradili z une strani, so prihajali v tempelj z one strani in so prišli tukaj sem in je bil tu najsvetejši prostor. Pa tam ni bilo več prostora, so pa to podaljšali, naredili enega, pa začeli graditi še v to smer. No in tukaj vidite postavek, tukaj je stal kip Boga.
In seveda to je vse v granitu, ker je bil to največji tempelj, pa najboljši tudi te reljefe, vsi lepo obdelani, spet ti sakralni motivi, faraon pred polno mislo darov, ki poklanja Bogu, Amonu, pa njegovi družini, vse pobarvano, z živimi barvami, strop, vidite rdeče zvezdice naplavali, pa zrak. Zato, da ni bilo vroče, izolacija je vrati najboljši izolator, pa samo vsake strani v Bogali, ki so bile trenutni pod zračni. Nasplošno vsi ti prostori, ki so bili zaprti, so imeli zelo malo odprtin na stropu, ampak tiste so bile premišljene in so tako narejene, da je bilo v bistvu naravno zračanje, naravno gibanje zraka in ventilacija zraka. Bliski iz granita, lepo se še barve gor vidijo na njih in cela zunanjost glavnega svetišča tudi iz granita. To je težko bilo obdelati, vse lepo pobarvano. Res lepo, ne? Se vidi, da je granit boljši material, bolj ohranjen. In ti običajni stripi po življenju in po dvigih faraonov. Od naročila, potem, ko so jih odlomili, naredili, sklesali, naredili, postavili, da je bilo to 7 mesecev in pol. To je zaredno hiter, sta bila narejena oziroma postavljena v 7 mesecih. No. Je pa tole zanimivo, vidiš tale črn granit, tega pa malo vidiš. Nekaj bo 1500 pred našim štetjem. Na začetku 18. dinastije, se pravi na začetku nove države. In Tutmozis I je imel potem s prvo ženo, kraljico Hatšepsut, torej eno hčerko. Hatšepsut ime pomeni najboljša, ima čist uničeno podobo. To je naredil Tutmozis III, ki mu je pa kasneje, ko je zrastel, so ga svečeniki tukaj v Logarnem templju vzgojili, pa so ga seveda vse čas prihvalili. In so imeli najboljši odnos s kraljico Hatšepsut, čeprav jim je naredila obeliske, pa svetišča, pa vse, ampak vseeno, ona je bila tam vladar, in bilo tako, da bi lahko svečeniki vlagali, tako da so Tutmozisa vse čas prihovali, prevzame vlado in ga v bistvu podpirali, tako da je na koncu je verjetno malo pomagal umreti v tem času. Bog Tot, Bog modrosti. Na eni strani Hatšepsut, kraljica, ranjeni napisi z barvami. No, od teh najbolj svetih delov se pa svetišče nadaljuje še naprej. Ogromno svetišče, za celo mesto. Vsi ostali drugi stebri, ko smo gledali, so kapiteli nekako gor ali pa simbolizirajo en zaprt cvet ali pa odprt cvet. Te pa dejansko simbolizirajo odprt cvet tudi motive, te palmove liste imajo narisane, ampak okrog obrnjene. In pravi, da to zato ker je protestiral, ker še ni faraon, ki je tako narašil kontra, da obrni steber. To stebrno dvorano je zgradil Tutmozis, ko je prevzel oblast od kraljice Hatšepsut, še prej, predno je prevzel. To svetišče so uporabljali kasneje tudi kopti. Se še vidi tle narisana čez ena figura enega svetnika. Zvezdice na nebu, kot posod, na modrem nebu zlate zvezdice. Zaprti lotosovi cveti. Ja. Tam ven smo prišli. Še ni konec tega kraljestva. Tole je pa pravimo, da je botanični vrt. Tudi naredil tole dvorano Tutmozis III. In sicer Tutmozis III pa se je prevzel prestol, šel na več bojnih pohodov in je res razširil zemlje Egipta od svojega očeta, tako da je bilo praktično takrat to zemlje to veliko, ko pa je v času Ramzesa II. Bil je cel bližnji vzhod, to dežele Hati, do Hititov, je bil egiptovski.
Mozis je z novo odkritih dežel prinesel rastline in so tukaj podrobno narisane. V tih reliefih se bo slabo vidi. In pa tudi iz Mitanije je prinesel piščanca. Prej so samo gos jedli, Egipčani, obredno gos. Tukaj se tempelj še nadaljuje, ogromno izkopanin, tam v daljavi so še vrata tega zida in potem tam naprej zopet novodobniki gradijo, imajo kar precej težav, da vse to postavijo. Pilone, nove pilone. Evo, zdaj smo pod v jezercu. Sveto jezero. Lep skarabej iz rdečega asuanskega granita. Sveti hrač zaradi tega, ker to je v bistvu naš hrač, ki mu pravimo govnač. Govnač, recimo, ko zleže jajčeca, jih potem po blatu kotali in naredi tako kugelco. In to kugelco pred sabo kotali. In sveti hrač je bil zaradi tega, ker zjutraj, ko je zlezel z luknje, je potem se kugelco kotalil pred sabo in so rekli, da kotali sonce čez nebo. So ga enačili z glavnim bogom za Amonom, da kotali sonce čez nebo. Tako da je imel Amon v bistvu 3 pojavne oblike. Zjutraj se je pojavil kot hrašč, popoldan se je pojavil kot sonce in zvečer potem kot ovn. Zato ga vidite. In tudi skarabej je bil zato sveti hrač. No, kasneje, oziroma pa še zdaj, je pa to amulet za srečo. In če si imel kakšnega skarabejčka, kjerkoli ti je srečo prinašal, in tudi zdaj delijo za srečo, pa tudi res verjamejo. Jih imajo. Mi smo šli zdaj po glavni osi Karnak templa, to je pa prečna os Karnak templa, kateri se nadaljuje vse do obale Nila. Je pa zdaj v rekonstrukciji. Evo. En kup pilonov, 1., 2., 3., 4. Ostali templi so imeli en pilon in svetišče noter. Tle je pa ogromna zadeva. Mesto, sveto mesto. Dotakniti se mora skarabeja in potem za srečo iti okoli. Odvisno od večje želje, recimo, kdo si hoče imeti sina, otroka, mora iti tudi po 7-krat okoli, brez da si nekaj bolj enostavnega zaželela. Daj še kaj. To je največji skarabej v Egiptu. Govnač iz monolita asuanskega granita narejen. Ja. Vse sem si žino. To ne štimat, veste. Samo malo. Vidve še kar držta, tako ja. Krasne sta. No, zdaj pa okoli. Zdaj pa trk. Evo, Madonna bo ene sreče. Zmer se me babi. Dobro je. Kako? Iščemo izhod v labirintu stebrov. Bomo znali ven prijeti? Evo, tam merijo obseg stebra. Dici 11 persone per circondare la base di una colonna centrale. No, svetišče je zdaj že v drugačni svetlovi, kakor
prej, ko smo prišli, smo bili že zelo zgodni. Daj priče malo. Ljubca moja. Bokamon. To je bokamon, ne? Ja. V jutranji ali nočni podobi je kot oven. Nočni podobi je to. In kot sfinga, ne? V spodaj podlaga leva. To je kombinacija Brede in Milena. Pod njegovo glavo pa je, kaj je pod njegovo glavo? Njegova žena. Ime? Nefrita. Eno in isto. Tako plačijo ribe v mrežo. To pa dviga mrežo. Evo, pa gleda, da se gre. Umivajo se v vodi. Nil je reka življenja, ne? Živijo. Mimohod. Policijska postaja, je pa bolj urejeno. Rečna policija. Egiptovska zastava. Sonce, rdeča, rumena, črna. Prispeli smo na Bananin otok. Na otok Banan. Ob Nilu prileduje ogromno sladkornega trsa. Evo, zdaj tlele nalagajo na barko. Čisto bregu smo pristali. Vzpon na otok Banan. Jaz sem že šel. Ti si šel? Ja. So te nizke, ne? Medtem ko to so pa dateljnove palme, te visoke, ne? Dateljnovih palm poznajo v Severni Afriki okrog 200 različnih vrst. S tem, da so samo 3 vrste dateljnov žitne. Ko so sveži, so taki rdeči, pa rumeni, pa temno-vijolični, pa jih pa pustijo recimo še mesec, dva, da se umedijo. In tiste, ko pri nas prodajajo, so umedeni dateljni v bistvu. Sezona dateljnov je pa zdaj, za umedene. November, december, januar še, to pa ne več. To pa dateljno palma. Na teh visokih so dateljni, evo, to so še neobrani, zdaj je sezona. Se prej slabše videli, zdaj še tele banane noter, zdaj zorijo. To je pa mangovo drevo med temi palmami. To pa ni zdaj sezona. Cela džungla teh banan. No in ta bo še, ne. Banane potem samo zgori zmeri trgajo, vzpod pa skosno novo raste, ne. In to je v 2 letih, potem odmre, prej pa že vzpod poganja nova, evo je tukaj že nova zraven, ne. In potem ta, ne. In požene vedno samo en cvet. In gre ta faza okrog, ne. Vidite, skozi posod malo okrog. Vsaka može imeti po eno. Ja, vsaka po enega, vsaka. V 2 letih, ne, se cel ciklus zamenja, pa pa nov. Vsej teh vencov, ne, tudi. Da jih je gor na desetine, 100. Gladko. Nekakšno lepo. Na plasti, vidiš.